Fiskalno pravilo je eno od javnofinančnih pravil, ki urejajo stanje na področju javnih financ. Slovenija je konec koncev tudi v mednarodnem finančnem okolju že dala zavezo, da bo sprejela to pravilo. Gre pa za to, da se v Sloveniji zavedamo, da lahko trošimo toliko, kot ustvarimo, oziroma da bo ta konsolidacija javnih financ potrebna v naslednjih letih. V nasprotnem primeru nas bo javni dolg pač preveč pritiskal na naše finančno stanje. V Ljudski stranki podpiramo sprejem finančnega pravila in to mislim, da tudi eden od pomembnih kamenčkov v mozaiku naše javnofinančne stabilnosti, hkrati tudi resnosti naše države v mednarodnem finančnem okolju. No, ampak zadostne dvotretjinske podpore ni za spremembo 148. člena Ustave. Kakšno sporočilo bomo potem poslali navzven, glede na to, da se ponovno ne moramo uskladiti? Velika odgovornost je v tem primeru na koaliciji. Kot opozicijske stranke dajemo podporo temu pravilu. V letu nazaj je bila obratna situacija, da kljub začetni podpori, ki je zadostovala dvotretjinski zahtevnosti, se je ena stranka umaknila. Te stranke danes vodijo to državo in tudi imajo odgovornost za stanje v naši državi. Upam, da ne bo to še kakšno napačno sporočilo, kajti nekaj napačnih sporočil je žal že bilo v teh zadnjih 2 tednih izdanih iz naše države, izrečenih ravno z ukrepi koalicije. Tako da upam, da bo do naslednjega četrtka, ko se bo o tem odločali, še kdo premislil o svojem glasovanju in tudi podprl fiskalno pravilo. Kako pa komentirate dvig DDV-ja kot nek skrajni ukrep? Sedaj, kaj bo to rešilo, če sploh? V Slovenski ljudski stranki smo vedno dejali, da je to skrajni ukrep, ki ga lahko vlada uporabi res na koncu. Ukrepov, ki so namenjeni za uravnoteženje javnih financ. Nova vlada napoveduje relativno hitro, se pravi prvi ukrep, katerega bodo po vsej verjetnosti izvedli, je ravno DDV. To je na prvi pogled na lahek način več prihodka v državni proračun. Efekt tega ukrepa je viden tudi v sosednjih državah kot ukrep, ki ne daje tako velikega rezultata na dolgi rok, po svoje pa tudi zelo nevaren, kajti je klasičen antisocialni ukrep, kajti s tem ukrepom najbolj prizadeneš tiste, ki imajo tudi relativno nizke prihodke. Tako da vladi bi že naša usmeritev, naš nasvet gre v to smer, da naredimo še druge korake prej. Mislim, da je na strani prihodkov proračuna možno marsikaj narediti, vkolikor bomo pospešili črpanje evropskih sredstev. Tam je za približno 3% bruto družbenega prihodka lahko teh investicij in tudi na javni porabi, se pravi na zmanjševanju odhodkov, je potrebno biti pazljiv, kot smo bili mi v lanskem letu, ko smo tudi javni finančni primanjkljaj skoraj razpolovili.